Toskana, Elba, družina, avtodom, treningi. Kako združiti potovanje s treningi ali kolesar na dopustu? Spakiral sem kovček s kolesarskimi dresi ter rezervno opremo, če bi šlo kaj narobe. S trenerjem sem se dogovoril, da moram med dopustom opraviti vsaj 3 visokointenzivne specifične treninge za klance. No, pa poglejmo lepo od začetka. Na pot smo krenili po noči in naredili 300 km do prvega počivališča, kjer smo prespali, zjutraj pogledali, kako je šlo Lakersom, žal ne dobro, ter nadaljevali pot do prve destinacije toskanskega mesteca Lucca. Hitro smo si pripravili kosilo ter po njem šli na en krog po tem čudovitem mestecu. Po ogledu smo se premaknili do prvega agrikempa, kjer smo 2krat prenočili. Res lep mini kemp v naravi z lepimi prostori za parkiranje avtodoma ter mini živalskim vrtom, da sta se otroka fino zamotila in uživala. Tukaj sem tudi začel svoj sistem treningov, da vsakič, ko prespimo 2krat, po prvi noči grem takoj zjutraj na trening. Tukaj sem se odločil za en krog med našim kempom in mestom Lucca ter se odpravil na easy nedeljsko vožnjo. Lepi razgledi ter veliko kolesarjev na cesti. Jaz jih še nisem videl toliko, razen na kakšni dirki. Italijani so res nori na kolesarstvo in to je res neverjetno, ko vidiš toliko ljudi na kolesih. Naredil sem svoj klasični 2 urci, okoli 62 km. Po prihodu nazaj v kemp sva pa z Nino ugotovila, da smo čist bliz Pise in se odločila poskusiti z otrokom narediti vožnjo do mesta. Super nam je šlo in bili smo nagrajeni z lepimi spomini na znameniti poševni stop. No, naslednji dan je sledila selitev na Elbo. Nekaj vožnje in hop na trajekt. Najprej smo se želeli ustaviti pri Napoleonovem zaporu, no, čeprav je to bolj rezidenca, ampak smo kot ta pravi turisti spregledali, da je muzej zaprt, ker je bil ponedeljek, klasično Italijani in ponedeljek, zato smo si stavbo lahko ogledali samo od zunaj. Potem smo pa prispeli v mestece Porto Azzurro in zelo dober kemp tik ob plaži. Lepo smo se namestili ter dan preživeli ob morju. Naslednje jutro je sledil nov trening. Tokrat malo bolj intenziven, saj sem delal intervale po razgibanem terenu Elbe. Želel sem priti na drugo stran otoka, ampak je bila žal cesta zaprta. Ostali so mi večkratni vzponi na klanec, ki je pa na vrhu ponujal res čudovite razglede in sem bil ob vsakem spustu nagrajen s čudovito pokrajino. Mislim, da sem 5krat ponovil ta interval na ta klanec. Po intervalih sem naredil še mini krog nazaj proti Porto Azzurru skozi to čudovito mestece in proti kempu. Popoldne smo izkoristili za sprehod. Od kempa do mesteca je bila taka čudovita peš sprehajalna pot ob morju in zakaj ne bi tega izkoristili. Nov dan in čas je bilo za poslovitev od Porta Azzurra in vožnjo na drugo stran otoka. Ob premiku sva si z Nino zamislila, da pojemo kosilo na eni taki razgledni točki, ki gleda na Korziko ter Sardinijo. Po kosilu še malo vožnje in prihod do drugega kempa na severni strani otoka in umeščen na rt. In dobili smo res čudovito parcelo s pogledom na morje in na obali smo tudi preživeli preostanek dneva. Nov dan, nov trening. Tokrat spet z intervali na klanc, ki me je spet nagradil z jutranjim soncem in lepimi pogledi. Prišel sem do lepe vasice na vrhu ter vzpon ponovil 2krat. Potem pa spust na zahodno stran otoka ter neverjetna panoramska pot ob obali, ki gleda na sosednje otoke. Kakšnih 45 minut lepe ceste ob morju in težko je sploh zajeti, kako lepo vse skupaj deluje. Lahko bi snemal neprekinjeno in sploh treninga ne bi naredil, ampak evo, malo posnetkov je ipak ostalo. Po prihodu v kemp je sledila regeneracija in druženje ob morju. Bilo je toplo in vsak dan smo lahko zaplavali. No, eni malo več, drugi malo manj, sej nisem samo stal takole v morju, tudi dejansko sem zaplaval.
Čas hitro teče in naslednje jutro je bil že čas za odhod iz Elbe. Na dan odhoda je v pristanišču potekal reli in predvsem najmlajši član družine je bil navdušen in si je lahko ob čakanju na trajektu ogledal vse predelane jeklene konjičke. Še zadnjič smo pomahali čudoviti Elbi ter se odpravili proti notranjosti Toskane v mesto Pomaranče. Ponovno smo našli čudovit agri-camp, ki je bil umeščen med nasadom oljk in na vse strani obet s klasično toskansko pokrajino. Imeli smo tudi lep naravni bazen, kjer smo se z veseljem namakali celo popoldne, ter konje, kar je bila navdušena Lejla, ki jih obožuje. Po prespani noči pa zdaj že klasika, trening. Še zadnji na dopustu in res sem bil vesel, da mi je uspelo izpeljati vse zadano. Tokrat po toskanski pokrajini s ponovitvami na klanec, ki je imel na vrhu nagrado v obliki lepega mesteca ter razgledi po pokrajini. No in ob prihodu v kamp so me čakale palačinke kot vedno do zdaj, ko sem prišel iz treninga. In zadnji trening je nakazoval tudi na to, da se končuje naše potovanje po Toskani. In še zadnjič smo se sprehodili po prekrasni parceli ter se naslednji dan odpravili proti domu, kjer nas je pa čakalo veselje na cestah, predvsem slovenskih, ampak smo varno prišli nazaj. Evo, to je to od avtodoma in dopusta. Kolesarjenje je zunaj končano, ker tukaj v Sloveniji je slabo vreme, tako da, evo, se gledamo naprej.